Štrancar, razvoj znanosti in njenih dosežkov je danes seveda sila prepleten. Uspehi so skoraj da vedno plod sodelovanja različnih znanstvenih disciplin, različnih strokovnjakov in skupno delo dosega pogosto tudi res prebojne rezultate. V zadnjem času je javnost razveselil uspeh vaše skupine na Institutu Jožef Stefan, odseka za fiziko trdne snovi, ko ste ugotovili res nevaren vpliv nanodelcev na zdravje ljudi. Gre seveda za pomembno ugotovitev, o čemer se je do zdaj bolj posplošeno govorilo, ali pa sploh ne. Pozdravljeni v našem laboratoriju za biofiziko, ki je del odseka za fiziko trdne snovi. Ta odsek že zelo dolgo časa raziskovalno deluje na področju nanomaterialov in v zadnjih 10 letih tudi na področju, ali pa mogoče celo 15 letih, tudi na področju odziva oziroma nanovarnosti, bomo tako rekli. Še posebej to je najprej na tem področju najprej delala naša kolegica dr. Maja Remškar. V Sloveniji imamo 3 skupine, ki se s tem področjem danes intenzivno ukvarjamo. Po svetu je tega še veliko več. Gre seveda za to, da so nanomateriali zelo hitro rastoče, pa nanotehnologije zelo hitro rastoče področje, zelo zanimivo področje, z zelo veliko potenciala. In ker se to področje tako hitro razvija, se seveda vedno ljudje vprašajo, ali je to varno, koliko je varno, kdaj je nevarno. Zato je recimo precej v zadnjih 15 letih, mislim, da so različne države po Evropi, ZDA, Japonska, Kitajska, so investirale kar precej že denarja v razumevanje nanovarnosti. Recimo samo Evropska unija je, mislim, da do zdaj financirala med 5 in 10 velikih evropskih projektov na temo razumevanja nanovarnosti. In tisto, kar se je do zdaj počelo, je bilo razumevanje vpliva nanomaterialov na biološke sisteme stališča lastnosti nanomaterialov. In najhujše je to, da so vsi ti projekti prikazovali različne rezultate za zelo podobne nanomateriale. Nanomaterialov je ogromno vrst, ogromno oblik. Mi si zelo slabo predstavljamo, kaj so to nanomateriali, kaj so nanodelci, kje jih najdemo in kje jih lovimo lahko v naš organizem. Ja, nanomateriali so vsi materiali, ki imajo vsaj eno dimenzijo na nanometrski skali, to se pravi reda recimo 1, 10, 100 nanometrov. Nastanejo pri kemijskih in mehanskih reakcijah, se pravi kemijsko lahko nastane pri gorenju, nepopolno zgorevanje, saje, ogljikovi nanodelci. Potem lahko nastanejo z obrabo, mehansko obrabo, abrazijo, trenjem, iz raznih materialov, ki jih najdete v naravi, naprimer iz raznih oksidov, so kamnine, lahko tudi iz organskih snovi, iz celuloze. Danes pa delamo nanomateriale z namenom, da bi jih vgradili v razne tehnologije, ker pač imajo zelo zanimive tehnološke lastnosti. In ti nanomateriali so zdaj popolnoma novi za okolje. In tega se ljudje najbolj bojijo. Ponavadi se ne bojijo recimo nanodelcev, ki so že v naravi celulozni, ogljikovi in silikatni, naprimer kot posledica, ali pa karbonatni, kot posledica neke obrabe trenja, ampak se bojijo novih nanomaterialov, ki jih do zdaj nismo našli v okolju. To so pa zdaj razni kovinski nanodelci, kovinski oksidi, ki so ali pa so v zelo majhnih količinah ali pa jih sploh ni v okolju. To se je že beseda nanomateriala pri laikih povzroča neko nelagodje. Profesor Štrancar, na super ločljivem mikroskopu pa je vam uspelo dokopati se do vprašanja, kaj se zgodi z nanodelcem, ko prodre v naša človekova pljuča, ko vdihavamo recimo zrak onesnažen z njimi. Kaj natančno ste odkrili? Ja, zdaj,
če greva najprej na konec zgodbe, ne. Tisto, kar smo odkrili, je to, da nekatere vrste nanomaterialov na svojo površino pritegnejo lipide. Lipidi so pa gradniki bioloških membran in različnih drugih membran, ne. Naprimer v pljučnem tkivu, v pljučih, je nad temi celicami še en lipidni sloj, ki deli naše telo od zraka. To je nekako meja med vodo in zrakom. In problem je v tem, ker ti nekateri nanomateriali imajo tako veliko afiniteto, to se pravi privlak do teh lipidov, gradnikov, da jih iztrgajo iz teh membran. In če je ta odtok, ne, bomo rekli, lipidov iz teh membran prevelik, sprav, če jih vi preveč potegnete v nekem času, to celice tega ne morejo zapolniti z novimi materiali, ki jih sami sintetizirajo, teh lipidov. In to pomeni, da so pol tam luknje in seveda celice ne morejo živeti v luknjastih membranah, ne, tako kot mi ne moremo z luknjasto kožo, ne. Zato potem tako tkivo najprej začne lokalno propadati, in potem pa lahko se to tako vnetje seli po telesu, ne. A potem recimo nanodelec, ko pride v pljuča, ne, ostane na tistem mestu, kjer se je, bolj rečeno, prijel, usedel, ali se lahko tudi seli po pljučnem tkivu? Ja, na to vprašanje je kar težko z današnjim znanjem odgovoriti. Jaz bi takole rekel. V principu, kar do zdaj vemo, je, če se nanodelec obleče z biološkimi molekulami, takimi, ki se najdejo v naših tkivih, to se pravi z lipidi in proteini, potem je vsaj za nekaj časa tak nanodelec zgleda telesu lasten, ne? Ker to je njegova obleka zdaj iz molekul, ki so že tam. In celice ne vidijo, kaj je noter pod to obleko. Kljub vsemu pa med tem, ko se ta obleka nanodelcev sestavlja, celice večinoma pospravijo take delce, ki vseeno nimajo povsem enakih lastnosti kot ostale biološke strukture, jih pospravijo v tako imenovana celična smetišča, lizosome, in tam poskušajo naši encimi vse razgraditi, kar se razgraditi da. Zdaj pa, večinoma se da razgraditi samo ta organski del, kar je pa anorganski ali pa kar pa ima posebne strukture, tako kot imajo ogljikovi nanodelci, pa ne znajo razgraditi. In potem ko se spet izpostavi ta nativna površina, originalna površina nanodelca notranjim strukturam v lizosomu, začnejo pa od znotraj spet vleči biološke molekule na svojo površino in zato lizosom razpade. Čim pa lizosom razpade, pa celica sproži nadzorovano smrt, encimi jo razgradijo in potem ta nanodelc pride gol spet v okolice in je spet prost. In potem spet iz naslednje celice jemlje biološke molekule in spet gre noter v njen lizosom, spet ta lizosom razpade in se spet nanodelci sprostijo. V bistvu se nič ne dogaja, samo ta nanodelc lahko počasi razgrajuje biološke strukture. In zato se počasi lahko... Irreverzibilne, ne? Ja, to so irreverzibilne spremembe, dokler je koncentracija nanodelcev velika. Ker če je koncentracija nanodelcev majhna, je teh lipidnih molekul ali pa proteinskih molekul dovolj in naredijo stabilni plašč in nekako celotna celična mašinerija izolira ta delec in tam nekje sedi. Na membranah nekje sedi in nobenega nič ne moti. Ko pa koncentracija preseže neko mejo, potem je pa te kraje lipidov, ne, in vseh bioloških ostalih molekul preveč in celice ne morejo več tega nadomeščati in zato propadajo. Pa se ve, kakšna je letalna doza recimo za to onesnaženost za nas, mislim za pljuča sploh, ne? Ja, to poteka v okviru našega evropskega projekta Smart Nanotox, poteka velika debata, že od vsega začetka, to je za 1 leto pa pol recimo, traja že ta projekt. In poteka debata, kako se to sploh meri. In zaenkrat smo si soglasni, da je treba to letalno dozo meriti relativno na površino
membran oziroma na površino molekul, ki se lepijo na te nanodelce. In nekako že po logiki stvari, tako čist nekako naivno bi pričakovali, da se resne poškodbe začnejo dogajati takrat, ko je površina nanodelca enaka površini celice. Seveda to pomeni, da boste polepili celotno celico s temi materiali. Seveda je še noter v celici ogromna membrana in se potem malo porazdeli ta efekt, ampak dejansko eksperimenti pokažejo, da je nekje pri teh razmerih 1:1 ali pa mogoče 3:1, da se biologija ne zmore več pobrati, da so poškodbe celic prehude in celica ne more več obnavljati. To bi pa pomenilo takole. Če imajo pljuča površino približno 100 kvadratnih metrov teh surfaktanskih slojev, ki ščitijo pljuča in ki omogočajo, da se pljuča spreminja svojo površino in volumen, to pomeni 100 kvadratnih metrov je približno 1 gram površine nanomaterialov. To je 1 gram nanomaterialov, ki ima enako površino kot tile nanodelci. Zdaj, 1 gram nanomateriala je ogromno. Nanomateriali so zelo majhni. Čeprav nam se to ne zdi, ker 1 gram sladkorja in pa 1 gram lesene opeke ali pa 1 gram kavna je nekaj zelo majhnega. Seveda nanomateriali, ker imajo ravno ogromno površino, se tega lahko ogromno nabere. Zdaj pa vprašanje, kaj ta količina sploh pomeni. Naprimer, vi imate, če titan dioksid, ki je kot barvilo v vseh barvah, v hrani, v nazidu, v tabletah, vse kar je belo ima titan dioksid noter. Recimo en čingumi ali pa ena skodelica smetane, ki je tudi barvana, ima približno miligram nano oblik titanovega dioksida. Tudi če vi meljete titanov dioksid in je več ali manj prah, ki ga vi vidite noter v tem kupčku praha, je približno, da po današnjih ocenah 1/3 delcev v velikih nanodelcev, se pravi manjših od mikrona. To pomeni, zdaj pa vi veste, to je en čigumi, recimo, ena žvečilka ali pa ena skodelica kave. In to bi pomenilo, če bi takih 1000 takih enot vdihnil, potem bi že težava bila. Skratka, ampak seveda ponovadi smetane ne vdihujemo, pa tudi barv, ker ne vdihujemo, pa tudi žvečilk, ker ne vdihujemo. In v prebavnem sistemu je to bistveno bolj izolirano, zato ker takoj, ko pride voda zraven, ti delci močno agregirajo. In nevarno je ravno v pljučih, ker imate mejo med zrakom in vodo. In v zraku se še oni nalepijo na to surfaktantsko mejo in tam delajo zgago, po domač povedano, medtem ko v prebavilih pa ni. V prebavilih je pa takoj voda, takoj encimi, pa takoj kislina, pa to se vse grozno agregira in potem, ko so ene take velike kopice, kakor sena, naprimer, če bi to močno pomanjšali, tam potem ne morejo razviti tega pojava. Mislim, ta pojav je potem tam tako močno omejen, da nima nekega velikega vpliva. Naprimer, pri koži pa sploh skozi kožo več ali manj tam noben material ne more, niti virusi, ki so še manjši. Zato bi tako rekel, problem je predvsem takrat, kjer so ljudje dejansko izpostavljeni prahovom. Tam znajo biti težave. In tam se morajo tega ljudje zavedati, to so predvsem proizvodne hale, kjer se različni prahovi meljejo, delajo. In to se da čisto preprosto nadzorovati, tako da se zapre taka proizvodnja, da se omeji dostop ljudi do tega. In seveda tisti ljudje, ki to vejo, da ne morejo kar tam prosto vdihovati. To je. Vi delate v bistvu na žive materialu, in vivo in vitro, da ne gre, da na mestu samem vidite, kaj se dogaja, ne gre zdaj to za neke računalniške modele, recimo. Ne, mi dejansko testiramo. Naš laboratorij je laboratorij za molekularno biofiziko in mi delamo
po večini za tako imenovane in vitro eksperimente, to pomeni z živimi kulturami celic. V tem našem primeru delamo s kulturami pljučnih epiteljev in pljučnih makrofagov, to sta dve celični liniji, vrsti celic, ki sta v naših pljučih in ki sta prvi izpostavljeni v vdihovanju, oziroma nanodelcem po vdihovanju. Zdaj, pri takimi in vitro eksperimenti, ki jih delamo v živih celicah, jih gojimo in jih lahko opazujemo pod mikroskopom direktno v realnem času, spremljamo potovanje nanomaterialov, spremljamo spremembe strukture in tako naprej. To še vedno ni enak eksperiment, kot je na živem tkivu, ne? In zato v okviru tega evropskega projekta delamo tudi z drugimi partnerji in vivo izpostavitve. To so pa dejansko cele poskusne živali, kot je miške, ne, se izpostavlja takim prahovom. To delajo predvsem skupine na Danskem, v Franciji in v Nemčiji. Oni imajo za to potrebno infrastrukturo, za to potrebno znanje, izpostavijo živali tem materialom. To izpostavljenost je lahko kratkotrajna, dolgotrajna, recimo do enega meseca. Potem pa je v planu, da bomo mi preparate teh pljuč po tem izpostavitvi tudi dobili, ker imamo mi edini tako opremo zdaj za študij tega. In bomo poskušali ugotoviti, kje so te nanomateriali, ali grejo tudi globlje, katere strukture poškodujejo dejansko v celotnem sistemu, v takem živem pravih pljučih. No, vse to, kar ste omenili, da imate zdaj super izjemen, super ločljiv dvofotonski mikroskop, ne rečem temu STET, ne? Ja. Ki ste ga pridobili na inštitutu. Ne? Ja. To je... To, kot ste rekli, mislim, da gre za prvo to vrstno napravo na svetu, najbrž tudi... Komercialno napravo, komercialno. Ja. In najbrž ni poceni, ne? Kako ste sploh prišli do tega? Ja, seveda najprej za nabavo take opreme mora biti izpolnjen cel kup pogojev. Ti moraš imeti najprej problem, zato da veš, da to opremo potrebuješ. In mi smo ta pojav lipidnega ovijanja neposredno poskušali dokazati zadnjih 6 let. In vedno je nekaj zmanjkalo. Zmanjkala je pa ponavadi ločljivost mikroskopov. Se pravi, navadni fluorescenčni mikroskopi ne vidijo nanodelcev direktno. Se pravi, da slutili ste, da nekaj se dogaja. Tako, mi smo imeli indirektne dokaze, s cel kup različnimi metodami smo pokazali, da ta pojav obstaja, ampak tega pojava v živo nismo nikoli mogli ujeti, ker enostavno mikroskopi, ki lahko spremljajo žive celice, ne omogočajo spremljanja tako zelo majhnih delcev, kot so nanodelce. Ta drugi pogoj je pa, da obstaja tehnika nekje na trgu, ne, da to sploh omogoča. In to je pred kratkim bilo nekaj let nazaj. Je STET mikroskopija kot ena od 3 možnosti tako imenovane superločljive mikroskopije, ki lahko vidi, ki lahko spremlja objekte manjše od recimo polovice valovne dolžine svetlobe, to pomeni manjše od 200 nanometrov, kakor je do takrat veljala meja za opazovanje z optičnimi mikroskopi. No in ta tehnika se imenuje STET, po angleško to pomeni Stimulated Emission Depletion fluorescenčni mikroskop. To pomeni, da vi piko zmanjšate tako, da gledate samo njeno sredino. To pomeni v laserskem žarku, z enim laserskim žarkom te molekule, ki potem oddajo fluorescenčno svetlobo v neki točki, ki je velika 200 nanometrov, vzbudite, potem jih pa z drugim laserskim žarkom, ki je posebno oblikovan, tako da zvrtite polarizacijo svetlobe okrog centra. Zaradi tega ima ta drugi laserski žarek na sredini luknjo, nima svetlobe. To je zato, ker se vrti polarizacija in to je tako, kot pri orkanih oko. Na sredini je orkan prozoren in nima nobene hitrosti vetra, zato ker se veter drugače vrti okrog sredine tega orkana. In zdaj s takim laserskim žarkom ugasnemo vse tiste, ki niso na sredini. In s tem smo spravili tole piko, točko, na bistveno manjšo velikost. In tak mikroskop, zato je bila podeljena Nobelova nagrada nekaj let nazaj.
In komercialne verzije navadnih, to pravi stet mikroskopov, so prišle na trg nekje recimo 3 leta nazaj. Različna podjetja so to začela tržiti, trenutno jih je na svetu naprimer 3-4 podjetja, ki to lahko naredijo. Zdaj pa, mi smo si pa želeli še nekaj več, kot ste že omenili, prej bomo spremljali tudi in vivo probleme, oziroma explant, se pravi vzorce tkiv, ki so bili in vivo izpostavljeni nanodelcem, se pravi v živih organizmih. In zdaj ti vzorci niso tako tanki, kot so celične linije same, kjer je samo ena plast celic. Ti vzorci so bolj debeli in zato morate svetlobo globlje prodreti, še vedno pa hkrati zadržati zelo veliko ločljivost. In ena izmed rešitev je, da vi s tistim ta prvi laser, s katerim ekscitiramo te fluorescenčne molekule, nadomestimo z drugim laserjem, ki ekscitira na tako nelinaren pojav dvofotonski. In zdaj združimo dva tipa mikroskopov, ki sta trenutno na trgu, dvofotonski mikroskop in stet mikroskop, v tako dvofotonski stet mikroskop. In ker ta mikroskop dela z bližnjo infrardečo svetlobo, s to pa lahko globlje prodrete v tkivo, hkrati pa obdržite ločljivost stet mikroskopa. In to je naša verzija in do lani sta obstajala na svetu 2 eksperimentalna sistema, ki so jih raziskovalci sami sestavili kot nekakšne vrste prototipa. In mi smo še z eno tretjo idejo, ker ta mikroskop ima še en del zraven, ki je pa poseben, smo z nemško firmo naredili mikroskop, ki je zdaj prvi komercialen dvofotonski stet mikroskop na svetu. Profesor, kako se je pa klinika odzvala recimo na te vaše ugotovitve? Ali se bo? A obstaja že recimo pri njih kakšna metoda, ko se recimo pojavi kontaminacija pljuč recimo z nanodelci? Kaj so oni do zdaj ukrepali? Kako? Ja, zdaj v Evropi je ta problem že kar, bom rekel, tako klinike se ga zavedajo, kot raziskovalci se ga zavedajo. Še posebej na tem področju prednjačijo Skandinavija in Francija, ki poskušajo te države, Francija, Danska, predvsem Finska, poskušajo definirati smernice, kdaj, kako naj bo delo z nanomateriali, kateri nanomateriali so nevarni, pod kakšnimi pogoji so nevarni, in opisujejo tudi zdravstvene zaplete. Zaenkrat, če nimamo dovolj znanja, da bi za vsako vrsto nanodelcev povedali, kakšen bo zdravstveni zaplet, oziroma kakšne so možne razne zdravstvene zaplete. In zdaj, glede na to, da je to še vedno na raziskovalnem nivoju, klinike še ne morejo imeti raznih pristopov za zdravljenje, ker še sploh ne vejo, da zapleti, ki jih ponavadi pripišejo drugim dejavnikom tveganja, so dejansko posledice izpostavljenosti nanomaterialov. Problem je v tem, da so simptomi podobni, to so razna vnetja, ki jih lahko dobite od česarkoli praktično, od zastrupitev. Deloma je, dokler ne gledate zelo od blizu pljuč, je podobno tudi azbestozi, kjer so pa vlakna bistveno večja od nanomaterialov. Skratka, težave so potem, ne vem, v krvožilnem sistemu, skratka, nastajajo strdki, kar spet pripišete čisto drugim stvarem, mogoče maščobam ali pa ogljikovim hidratom. Skratka, problem je v tem, ker se pojavljajo bolezni, ki imajo simptome, ki so povsem klasični in ki jih klinike pripisujejo drugim zadevam, ne pa nanomaterialom. In naša naloga je predvsem klinike oziroma medicino opozoriti, da tudi če so simptomi podobni, da je treba poznati celotno molekularno pot, od prvih molekularnih dogodkov, preko celičnega odziva, tkivnega odziva, odziva imunskega sistema, in ko se to poveže, se vidi, da je bil v resnici vzrok nanomaterial, ki lahko naredi lokalno neko poškodbo in se ta potem informacija o tej poškodbi seli po telesu.
In to se mi zdi, da je ključno sporočilo. Celotna medicina se bo seveda prilagodila tem področjem, tem izsledkom, ampak glede na to, da še zelo razvite države kot je Danska komaj zdaj pripravljajo smernice, kaj pa kam, v katero smer, bo še kar po Evropi, bo še nekaj časa trajalo, kaj šele drugje po svetu. Seveda, pa tu je pa še recimo industrija, kako se utegne industrija odzvati na to. Pri nas, recimo v Sloveniji, smo imeli v zadnjem času kar nekaj takih velikih dogodkov, oziroma kar nesreč, ki so zrak onesnaževale z nanodelci. Lahko te ugotovitve potegnejo za sabo tudi načrtovanje neke industrijske politike, spremembe v tem, ne? Ja, jaz bi tako rekel, to nanodelci k sreči se ne množijo, ne? Niso tako kot virusi pa bakterije, in so samo tam in zaradi lastnosti njihove površine in lastnosti interakcij, s katerimi interagirajo z biološkimi strukturami, lahko dokaj hitro poznamo, ko se enkrat lotimo tega raziskovanja, lahko dokaj hitro poznamo in razumemo zaplete, ki s tem sledijo, ne? Čeprav je potem zaradi množice raznih vrst materialov včasih težko vse to povezati. Ampak jaz mislim, da nanomateriali sami imajo tako zelo veliko dobrih lastnosti, da se industrija ne bo omejevala zaradi tega. Tisto, kar pa bo zagotovo dobra stran takih raziskav, pa bo to, da bojo te raziskave jasno povedale, kdaj in pod kakšnimi pogoji in pri kakšnih dozah, pri kakšnih koncentracijah in katere vrste so nanomateriali nevarni. To se pravi, zdaj pa, če boste nanomateriali res potrebovali za to, da bo nadomestil neko drugo tehnologijo iz preteklosti, potem bo treba samo poskrbeti, da ta nanomaterial, da bo tam, kjer se ga želi uporabljati, naprimer v bateriji, naprimer v akumulatorju, naprimer v elektroniki, naprimer v zdravilu, naprimer v barvi, in da to ne bo prišlo v zrak in skozi zrak potem do naših pljuč. Se pravi, ključen poudarek je to, da se nanotehnologije, da je treba dati večji poudarek na to, da se nanomateriale omeji in zadrži tam, kjer jih je namenjeno, da so v teh različnih tehnologijah. To so močni lobiji, recimo naftni lobi, avtomobilska industrija, to so zelo močni igralci na svetu, ki lahko, ne rečem, da dvomijo, ampak recimo nekako zavirajo recimo tudi te spremembe industrijske politike. Mislim, ne vem, jaz nimam občutka, da zavirajo, vsaj ne na tem področju varnosti nanomaterialov. To področje se namreč razvija v času, ko je praktično vse človeštvo ima dostop do vseh informacij. In ljudje so že tle v tej fazi tako zelo zaveščeni, mogoče celo bolj kot pa podjetja, recimo, ki se s tem bavijo. Zato ta podjetja nimajo druge možnosti, kot pa investirati v razumevanje varnosti dela z nanomateriali, in to dejansko tudi počnejo. Podjetja želijo uporabljati tisto, kar je varno, in želijo vsaj razumeti, kako morajo uporabljati nanomateriale, da je varen. Tudi Evropska unija in ZDA in Japonska in Indija in Kitajska, skratka vse velike države in resni igralci na tem trgu investirajo ogromno denarja v to, da se razume, kdaj so te taki delci nevarni. In jaz mislim, da v tem trenutku se nihče ne boji teh raziskav, zato ker jih bojo vsi upoštevali in jih bojo uporabili. Nenazadnje je to v njihovem poslovnem interesu. Če hočejo nanomaterial prodati, ga bojo naredili tako, da bo pač sistem varen za človeka. Vidimo, da so recimo zdaj veliki premiki in razmisleki, iskanje nekih novih rešitev v avtomobilski industriji. Ja. Seveda, recimo avtomobilska industrija, tam je problem, klasičen problem je hladni vžig dizelskega motorja, zato ker je nepopolno zgorevanje in imate takoj proizvodno emisijo različnih saj, in noter v sajah imate tudi vse mogoče ogljikove nanostrukture. Seveda poskuša se to filtrirati, poskuša se to odstranjevati. Dejansko to
ne nazadnje bojo pa omejili zelo verjetno uporabo dizelskega motorja. Vse posod tam, kjer se predvideva, da je hladni vžig problem. Ne? Še tole, raziskavo ste omogočili tudi z evropskim denarjem. To je tudi prvi evropski projekt sodelovanja različnih pol znanosti, se zahteva biomolekularne, biofizikalne, fizikalne in še najbrž tudi kakšne druge raziskovalne prijeme pri proučevanju epitelija pljuč po poškodbah z nanodelci. Boste zadevo peljali naprej? Ja, seveda. To je ta projekt Smart Nanotox, ki sem ga že omenil. V njem sodeluje 12 partnerjev iz različnih evropskih držav. To so različni partnerji in pokrivamo, mi recimo pokrivamo molekularni del, se pravi ta prvi stik nanomaterialov s pljuči, potem so skupine, ki se ukvarjajo z študijem odziva celice, kaj te celice potem močneje ekspresirajo, katere molekule začnejo proizvajati kot odgovor na te izpostavitve, potem kako se ta odgovor širi po telesu, potem so zraven fiziologi, ki poskušajo razložiti na nivoju telesa, ne, katero bolezensko stanje se potem razvije. Zraven so še tudi različne teoretične skupine, ki poskušajo s tako imenovanim prijemi sistemske biologije in mogoče tudi že kar tega podatkovnega rodarjenja, umetne inteligence, poskušajo razumeti, kako se povezati vse te naše izsledke iz različnih nivojev, od molekularnega do nivoja telesa, in povezati te informacije v neko verigo dogodkov. To je zelo težko, ker veliko dogodkov je nepovezanih in mogoče nimajo nobene veze z prvim dogodkom, ki tako verigo zažene. In potrebujejo se različni prijemi te sistemske biologije ali kakorkoli, s katerimi potem ugotavljamo, kako dejansko se širi ta informacija po telesu. In na koncu bi bil rezultat tega projekta dejansko razumevanje, kako lahko interakcije nanomaterialov z biološkimi sistemi vodijo do zdravstvenih zapletov. Se pravi, da poznamo celotno verigo dogodkov in to narediti za čim bolj različne družine nanomaterialov. To je zdaj ta projekt. Seveda pa ljudje že razmišljajo, kako naprej, in eden od problemov, oziroma na večjih nivojih bojo šle nadaljevanja. Zagotovo je en nivo priprava smernic, kaj je dejansko nevarno in pod katerimi pogoji te smernice bojo šle vladam posameznih držav, agencijam, ki so za to odgovorne, podjetjem, ki delajo s temi nanomateriali, klinikam, ki bojo mogli začenjati razpoznavati take zaplete. Po drugi strani pa raziskovalci razmišljamo, kako se da utišati te zaplete oziroma pozdraviti poškodbe. To vse bo plod teh raziskav.